Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes gremo zopet v čas Rimskega imperija. Danes bomo videli, kako se je Rim spremenil iz republike v cesarstvo. Državljanska vojna in nemiri so Rimsko republiko precej oslabili. Njena šibkost se je izrazila v največjem uporu sužnjev v zgodovini. Začel se je leta 73 pred našim štetjem v gladiatorski šoli v Capuii, odkode je pod Spartakovim vodstvom pobegnila skupina gladiatorjev. Pridružilo se jim je na tisoče sužnjev in obuboženih kmetov. Rimska vojska jih je kar dvakrat neuspešno poskušala premagati. Leta 71 pred našim štetjem so legije, ki jih je vodil Mark Licinij Kras, upor zatrle. Maščevanje je bilo pa zelo kruto, saj so ob Apijski cesti križali kar 6000 ujetnikov. Kras, eden najbogatejših Rimljanov, je sedaj postal konzul in eden najvidnejših rimskih politikov. Drugi konzul je postal Gnej Pompej Veliki. Prvi večji uspeh je doživel v Hispaniji, kjer je zatrl upor. Leta 67 pred našim štetjem je v 3 mesecih iz Sredozemlja pregnal pirate in se kot junak vrnil v Rim. Naslednje leto je osvojil ogromne dele Male Azije in bil ob vrnitvi v Rim nagrajen z najvišjimi častmi. Nekateri so pričakovali, da bo v mesto vkorakal z vojsko in postal vladar. Ampak v tistem času se je začel uveljavljati tudi mlad premožni plemič, Gaj Julij Cezar. Zavedal se je, da je najboljša pot za uresničitev velikih ambicij vojska, zato se je s številnimi zmagami zagotovil njeno lojalnost. Postopoma je pridobil pomembne položaje. V tem času so bili na političnem področju vplivni še Lucij Sergij Catilina, Servilij Rul. Vsi so se podporo ljudstva želeli pridobiti čim večjo moč. Leta 60 pred našim štetjem so Pompej, Kras in Cezar sklenili prvi triumvirat, politično zvezo 3 mož, ki so drug drugega podpirali. Ker jih je na oblast dvignilo ljudstvo, so si prizadevali za krepitev moči popularov ter zmanjševanje vloge senata in optimatov. Cezar je postal konzul, mandat pa je izkoristil za utrjevanje svoje moči. Kmalu je bil za 5 let imenovan za namestnika v Galiji in v Iliriki, nato pa še v Transalpinski Galiji. Politične projekte je v Rimu zaupal svojim ljudem, sam pa je v 8 letih osvojil vso Galijo in meje rimske države razširil vse do Severnega morja. Po nesoglasjih so se triumviri dogovorili in si razdelili namestništvo v posameznih delih države. Cezar v Galiji, Pompej v Hispaniji in Kras v Siriji. Cezar je Galijo spremenil v rimsko provinco. Po osvojitvi Galije je Cezar ostal pri svojih vojakih, s katerimi je delil stiske in nevarnost, in postajal je zelo priljubljen. Vesti o njegovih zmagah so ga v Rimu privzdignile v junaka. Kras je padel v bojih s Parti in ostal je le še Pompej, ki pa je Cezarju zavidal priljubljenost, s katero bi Cezar lahko prevzel oblast v Rimu. Zato se je Pompej zbližal z vodilnim plemstvom in senatom. Ta je sprejel sklep, da mora Cezar svojo vojsko razpustiti, a ta ukaz ni upošteval in je leta 49 pred našim štetjem Cezar vkorakal v Italijo. Pompej in večina plemstva je pobegnila v Grčijo, kjer so nameravali zbrati novo vojsko in se spopasti s Cezarjem. V bitki pri Farzalu je Cezar premagal nasprotnike. Pompej je pobegnil v Egipt in tam je bil tudi ubit s strani Egipčanov. Cezar je zatrl opozicijo in se vmešal v dinastične boje v Egiptu in obračunal z morskimi razbojniki. Leta 45 pred našim štetjem se je vrnil v Rim kot vladar celotnega Sredozemlja. Pri političnem vzponu ga je podpiral Mark Antonij. Pod Cezarjem se je bojeval v Galiji, pozneje pa je opravljal številne funkcije in ga v odsotnosti celo nadomeščal. Cezar je bil na vrhuncu slave in moči, v svojih rokah je združil številne nazive in časti. Imenoval se je za diktatorja za nedoločen čas z neomejnim mandatom, za konzula za dobo 10 let. Zaupano mu je bilo celo cenzorstvo, s tem je lahko spremenil sestavo senata. Bil je vrhovni poveljnik vojske in vrhovni svečenik. V njegovo čast so postavili kipe in druge spomenike in ga imenovali za očeta domovine. Ponudili so mu celo kraljevski diadem, a je to čast zavrnil. Obvladal je imenovanja magistratov in senatov odvzel vso moč.
Načrtoval je vrsto reform, izboljšal je vlado v provincah, uvedel je pravičnejše pobiranje davkov, brezposelne je začel naseljevati v kolonije, načrtoval je celo obnovo Rima in cestnega omrežja. Julija Cezarja so 15. marca leta 44 pred našim štetjem v senatu umorili zarotniki iz vrst plemstva, popularov in najbližji sodelavci. Zaroto sta vodila Kasi in Brut, konservativna plemiča. V zaroto pa je bilo vpletenih tudi več senatorjev, ki so verjeli, da rešujejo Rimsko republiko, čeprav je bila republika že dolgo izgubljena. Upam, da vam je bil današnji komentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.